Smo na Finskem, ampak je poletje. Še tisto bolj hladno poletje. Po vodah, po jezerih so še vedno tiste meglice, ki je zjutraj malo čili, ker je junij. 5. junij, v bistvu nedelja, in tudi na Finskem takrat so imeli bolj praznični vikend. Esko je bil domačin, ki se je odločil, da bo jutro izkoristil tako, da gre zaplavati v bližnje jezero. Jezeru so je rekli jezero Bodom. Na vse zgodaj, ko se je zdanil, je šel tja po gozdni stezici med borovci, tik ob jezeru, in je zagledal šotor. Mislil se je, da je to ful čuden, ker ponavadi tam ljudje ne šotorijo, ne taborijo, ker je majčkeno nevaren. Ko se je približal temu šotoru, je videl, da ne zgleda okej, da je cel razparan in čuden in podrt, in si mislil, nek hajker, nek popotnik, ki je hotel tukaj v hribe, ga je preprosto pustil, je obupal nad njemu in ga ni niti pospravil za sabo. Ko se je šotoru zares približal, je na vrhu zagledal fanta, ki je ležal na kupu drugih trupel. Bil je prepričan, da je mrtev, ampak ta fant je zajel sapo in Eskota prosil za pomoč. Danes bomo govorili o eni največjih finskih misterij. V bistvu sploh ne finskih, tako nasploh misterij, in ne vem niti, zakaj nisem prej slišala za ta primer. Ma ne, da nisem, naredila sem TikTok v tem primeru, ampak se nisem poglobila, in zdaj, ko sem se, je res crazy. 4 najstniki so bili napadeni v tem svojem šotoru, ko so taborili ob jezeru Bodom. Jezero Bodom se nahaja na Finskem ob mestecu Espoo. To jezero je res lepo, pač tisti borovci so okrog. Po mojem imaš občutek, da si pri nas v Istri, samo da je jezero, da je manjše, da ni lahko kot more, čeprav je še zmeraj precej veliko jezero. In domačini to jezero poznajo, domačini radi hodijo tja, radi grejo zaplavati, radi so tam s svojim družinam, ampak res redko je tam kakršenkoli turist ali pa nekdo od zunaj, ki se ne pozna med sabo. Smo 4. junija 1960 in 4 najstniki so se odločili taboriti. Za njih je bil to teenage dream, njihovo šolsko leto se je itak lih končevalo in so rekli, gremo z 2 motorjama na to jezero. Pelali so se tja med temi borovci po poti in bila sta 2 fanta, oba sta bila stara 18 let in za njima sta sedeli 2 punci, obe stari 15 let, in njuni rjavi lasje so plapolali takrat v vetru in ful so se veselili in komaj so čakali. In preden so prišli na cilj, so še zavili v mestece Espoo, kjer so si kupili hrano in valjda alkohol. Domačini so se jih spomnili, zato ker so jih že takrat majčkeno čudno gledali, ker kot sem rekla, tukaj ni bilo turistov. Punci sta bili 15-letna Majla Irmeli Bjorklund in Anja Tulikimaki. Fanta sta bila 18-letna Seppo Antero Boisman in pa Nils William Gustafsson. Zapomnili se jih bomo kot Majla, Anja, Seppo in Nils. Oni vsi med sabo so bili skupaj parčkani, torej 2 parčka, in ne dolg časa nazaj so začeli biti skupaj uradno. Saj mislim, da ker v zgodbi izvemo, da ena punca je mogoče samo šmirala z enim od njiju, ampak nismo ziher. Sta bila pa te 2 fanta najboljša prijatelja že od rosnih let, že od mladosti, tako da sta bila res takole, medtem ko punce sta bile pa baje med sabo tudi ful dobre prijateljske. To v bistvu so bili v prvi vrsti ful dobri prijatelji, ki so se odločili na to kampiranje. Nils je bil pa tisti, ki je vse skupaj organiziral, ker je že tam bil. Enkrat je bil tam v bistvu na boys tripu, tako s drugimi fanti, s kolegi taboril in so lovili ribe, tako da je vedel, da je lušten in da se splača tja iti. Tam so se parkirali, tukaj točno vidite lokacijo, katera je bila, še danes je tam, samo da ima zdaj res grozljivo zgodovino, in so postavili šotor, parkirali svoja 2 motorja in punce sta se šle baje takoj kopati, medtem ko fanta sta majčkeno bolj zunaj pila, jedla, mogoče majčkeno probala loviti ribe, predvsem so imeli pa lepo. Opazovali so tudi druge ljudi tam, ki so bili v svojih čolničkih, z otroki, z družinami, drugi parčki, v bistvu je bilo precej ljudi. Domačini so imeli radi ta jezer. Je pa potem na eni točki se zgodil tak switch, kar naenkrat iz tega, da je bilo ful živahno, ful ljudi, ko je počas sonce šlo dol, so šli ti domačini damo, vsi so imeli hiše blizu in se je začutili, kako kar naenkrat ratalo mirno, nobenega več ni bilo tam, ostali so sami 4. Nekaj časa so pili in se družili in se imeli luštno, dokler nista potem punce se najprej odpravila spat, medtem ko fanta sta še nekaj časa vztrajala skupaj in sta pila in klepetala, dokler ni potem Seppo šel spat in za njim je prišel Nils. Ampak ona dva sta ugotovila, da v bistvu še nista zaspana in sta šla nazaj ven do 2 zjutraj klepetati. Seppo ta baje je ful skrbel več stvari, namreč bil je star 18, lih je končal srednjo šolo in mogel je naprej biti resen, odrasel človek. Vsi smo bili na tej točki, ki se sekiraš, kaj boš, kako boš služil,
kakšen je zdaj nadaljevanje life, ker kar naenkrat you have to have your shit together. Pa druga stvar je rekel, da točno ve, da ga oče od njegove punce ne mara in tudi ni aproval, ko so rekli, da grejo na to jezero in ni tak se sekiral, ker pač, če ti punca všeč, valjda hočeš biti všeč tudi bodočemu zetu, tastu. In ja, ti sreče on ni imel zaenkrat, tako da o tem sta govorila fanta, dokler tudi ona dva se nista odpravila spat. Nista pa vela, da je bil to njun zadnji pogovor v življenju. Naslednja stvar, ki se jo Nils spomne, je to, da se je zbudil v bolnici in neskončno ga je bolel cel telo, predvsem pa čeljust in glava. Ko je majčkeno prišel k sebi, se je začel spraševati, kje so vsi, zakaj je v bolnici, kaj se dogaja, ampak spomina ni imel. Totalno je izgubil spomin, bil pa je živ v hudih bolečinah. Očitno mu je travma iz raznih poškodb, predvsem okrog glave in na glavi, zbrisala spomin. Esko torej je bil tisti, ki jih je našel, tisti domačin, in kar je on takrat videl, so bile lasje povsod, kri, raztrgan šotor, tako res grozljiv kraj zločina. Ampak valjda, ker ga je noro šokiralo, takrat je bilo to, da je bil Nils tam ves krvav, baje so bile muhe že po njegovem obrazu in je bil še vedno živ. In potem je Esko laufal do prvega telefona in poklical policijo. Na ta način so jih pač našli in rešili Nilsa. Nils je imel zlomljeno zgornjo in spodnjo čeljust in pretres možganov. Nekaj ga je pač moglo udariti po glavi potem, ko je zaspal. Je bilo pa zanimivo na njegovem telesu videti, da se je več kot očitno boril. Torej spomina ni imel, ampak glede na členke krvave, glede na to, kaj je imel za nohti, veliko druge kože in videli se je, da se je tepel z nekom in boril očitno za svoje življenje, življenje od kolegov. Tako da, čeprav se ni spomnil, je bil buden med tem napadom. Esko ga je našel okrog 11 dopoldne, pač ko je prišel do tega mesta. Forenziki so pa ugotovili, da so se mogli umori zgoditi nekje med 4. in 6. uro zjutraj. Še eno zanimivost vam povem, Nils ni zavedel detajlov o tem, kako so njegovi prijatelji na koncu v šotoru izgledali, še leta in leta. V bistvu več let tega še ni izvedel, ker pač mu niso hoteli povedati, niti ni videl slik in verjetno ni bilo dobro za njega, da ve nekaj to grozljivega. Vam pa jaz zdaj opišem te njihove poškodbe, da se lahko predstavljate, kako je bil to res brutalen kraj zločina. Znotraj šotora, ki je bil itak večinoma sesut, je bil Sepo. Sepo je bil 3-krat zaboden, od tega 2-krat v grlo in 1-krat v pljuča. In tisti zabod v pljuča z nožem potencialno je bil tudi zanj smrtonosen. Čeprav tudi, če bi bil 2-krat v grlo, ne vem, kako bi preživel. Njegova glava je bila tudi zdrobljena s topim predmetom. Sepo je bil ubit, ko je bil v šotoru. Telo od Anje je še bolj grozljivo, je bilo delno na vrhu Sepota, torej delno je ležala na Sepotu in bila je v fetal position, torej v položaju fetusa. Ona je večinoma še vedno ležala zunaj šotora in umrla je zaradi 2 topih udarcev v glavo. Tukaj rada še majčkeno bolj nagravžen, njena glava je bila pokrita z brisačo. Ta brisača, zdaj, nek sem to prebrala, nek ne, tudi precej različne informacije krožijo, ampak ne bi imela gor moško seme. Kar je pa še bolj žalostno, ko je doživela te 2 topa udarca v glavo, zaradi tega ni umrla, je bila živa še 2 do 3 ure potem. Potem je pa Majla. Majla je delno ležala na vrhu Anje. Ona je bila umorjena znotraj šotora s 3 udarci v glavo. In tudi, ko ne bi bila Majla že mrtva, jo ne bi storilec potem potegnil ven iz šotora, zato je bila delno pač zunaj in izvlekel spodnji del telesa, tako da v bistvu so bile njene genitalije razgaljene. Nisem pa prebrala, da ne bi bilo njeno truplo potem kakorkoli spolno zlorabljeno, nisem tega prebrala ali pa nikjer ne piše, samo pač razgaljeno, ampak je bila v predelu hrbta in vratu 15-krat zabodena. Je bila pa tukaj za ziher najdena prevleka za blazino, za katero še zdaj ne vejo, ali je od storilca ali od njih. Tukaj gor je pa ziher bilo moško seme. Za Nilsa sem prej rekla, da je imel pretres možganov pa čeljo zlomljeno, ampak po drugi strani pa ne bi bili uradni zapisniki bolj taki. Bil je živ, a okrvavljen in nezavesten, njegov okrvavljen obraz pa je bil pokrit z muhami. Iz nosu mu je tekla cerebrospinalna tekočina, basically tekočina iz možganov po moje in hrbtenice. Spodnjo in zgornjo čeljust je imel zlomljeno, pa tudi zlomljeno levo ličenco in glede na zabuhlost ne bi imel tudi možgansko dno zdrobljeno. In potem se malo govori in nisem zihara, je res, ne, ker je vsakič drugačna informacija, takle je bil njegov obraz, tle zgleda ful mlad, ampak ne bi imel ful zabodov tudi okrog prvočesu enega, v lice enega, tako da ne bi se mu videl zobe noter, ko je govoril, in pa potem še enega na roki blizu rame. Po tem umoru je stal tako res noro malo dokazov, ni bilo morilskega orožja, ni bilo nobenih dejanskih sledov, nobenega konkretnega DNK-ja, otipljivega, ker takrat ga itak še niso znali dobiti.
žal. Je bila pa ena zelo pomembna sled tekom cele te raziskave, in sicer čevlji od Nilsa. To je bila ena ful velika misterija, ker te čevlji so bili najdeni ful daleč od šotora. Ne ful daleč, tako, ampak ne navadno preč od šotora, ni imelo to nobenega smisla, tako pedantno odloženi preč. Kot da bi recimo, potem so pomislili na to, kaj če Nils to hotel jih odstraniti, da pač ne bi pustil sledi, da je bil on storilec mogoče. In pa drug dokaz, kot sem rekla, tista brisača ali posteljnina, ki je bila v bistvu s semenom od moškega. Kot sem zdaj že malo namignila, Nils je potem ratal glavni in edini osumljenec, ker nič drugega ni imel smisla. Čudno je bilo tudi, ker se res samo delno ni spomnil. Se pravi, ponavadi taka anamneza, ki pride od neke travme ali nekih poškodb, je drugačna, in ta njegova je bila ful netipična, da se dobesedno ni spomnil sem tega momenta, sem te noči, kjer se je vse to zgodilo. Zdaj bomo pa govorili o pričah, ki so karkoli videle, slutile, karkoli zasnajpale, in tega je bilo ful veliko in ful čuden bo zdaj to slišati, ker je bilo prič res veliko in te priče so res čudne stvari videle, in mi ni jasno, kako niso več ukrepali, ker če bi jaz karkoli od tega videla, bom samo rekla, da je mogoče zato, ker je v leta 1960 in so bili ljudje manj občutljivi, ne vem, sami se odločite. Prve priče so bile tam že ob 7 zjutraj, dva starša, ki sta tja prišla s 7-letnico, ki so se ne bi šli mal kopati, in so dejansko videli ta prizor, videli so vse te kup ljudi, ki je ležal en na drugemu. Ampak oni so sam pomislili, verjetno je bil nek bad fight, in so pač pustili vse primer, namo se mešali z otrokom tle v en bad fight tamle, ker pač, da ne bo za nas kaj nevaren ali pa bog ve kaj jim ni jasen. Potem so prišli 13-niki, pazi to. Dejansko so videli Nilsa in Nils je baje z njimi govoril, pa ne da bi kaj pametnega povedal, verjetno zaradi poškodb in travme in vsega je dobesedno govoril džibriš, pač kar neki blebetov in niso ga razumeli, in spet je bil itak cel krvav in tak. In so oni pač rajš, pojmo raj preč, le so se neki stepli, mi se ne bomo mešavali, what the heck. Ok, potem sta dva najstnika, ker meni že tak full weird, ob 5:30 zjutraj. Dva najstnika, nista šla tja pita ali pa kadi travo, ampak sta bila birdwatchers, dejansko sta šla dva najstnika opazovati ptiče. To ne vem, a so takrat full bolj počeli, ker ni bilo TV, mislim TV je bila. Pardon. Te 12 sta slišala človeške glasove in videla sta šotor in videla sta dva motorja. In isto sta opisala ta pogled kot vsi ostali do zdaj. Rekla sta, da pač je bilo ful krvavo in čuden in spet se nista hotela vmešavati. Videla sta tudi Nilsa, ki se je zbujal, in sta mislila, da je to en hiker, ki se zbuja, ampak sta pa videla še eno zelo, zelo pomembno stvar. Nekih 30 metrov proč od šotora sta videla še enega moškega. Ta moški sta ga opisala, da je bil tam okrog, 30 let, svetle lase, svetla jakna oziroma zgoren del oblačila. In valjda je bila to prva zelo pomembna sled, ali je bil še ena priča ali pa pač bil storilec. Potem pa spet ob 6 zjutraj je šel nekdo tja ribat. Jaz ne morem verjeti, koliko ljudi je bilo tam. Se predstavljate, da je mogoče ob 6 zjutraj še vedno živa Majla, ker ona ni takoj umrla? Halo? No, in tak je šel ribe lovit, je bil tudi baje tam okrog 20-30 star in je isto videl enega moškega in opisal ga čist isto. Svetlo rjave lase ali pa rjave lase, tak zelo ravna postava. Ne vem, kaj so s tem mislili, ampak ravna postava. Pa spet svetla jakna. Ta moški ne bi ga prav zapuščal ta šotor, ne samo, da je bil 30 metrov proč. To je bilo to, kar so imeli prič, in potem je 1 dan in pol po teh umorih v bolnico prišel zelo zanimiv moški. Zakaj? Ker je zgledal, da je dejansko prišel direkt iz boja. Pa še nekaj bolj čudenega je bilo. Delal se je, da je omedlel od bolečine. Se pravi, prišel naj bi s ful hudimi bolečinami v trebuhu, ampak potem doktor je videl, da se dela, da je omedlel, ker ni tako mižal, ampak je tako mižal in je bilo res očitno, da fejka, ker to ni normalno, in ga je v bistvu sam požgačkal in potem se je ta moški zbudil, kot da res je sam fejkal. To je bil Hans Ažman. On bo precej pomemben za zgodbo. Hans Ažman. Kaj je bilo še čudenega na njemu? Bil je poln krvi, pack krvi po sebi, plus imel je za nohti ful blata, kot da bi dobesedno gazil čez gozd. Pa še cel je bil omazan. In so bili res ok, this is weird. In poleg vsega, imel je svetle lase, imel je oblečen ta svetlo jakno, ko so jo vsi opisovali, in še primernih let je bil. A še hočete več dokazov, da je bil sumljiv? Njega so dejansko vsi krivili za umor 17-letnice v okolici, ampak ni bilo nikoli dosti dokazov, da bi ga dejansko zaprli. In pač zato je bil izpuščen, ker pač niso imeli dokazov zanj. On je dejansko živel z ženo zelo, zelo blizu tega jezera, zelo blizu kraja zločina. Mislim, nekaj kilometrov preč, pač ni lih, da si tam v 3 minutah,
peš, ampak tako. Ker pač niso imeli dokazov, imeli so samo random osumljenca brez razloga, so mogli Nilsa počasi dati na hipnozo. Zdaj moramo omeniti, da takrat je bila to ful manj moralno sporna stvar, kot je danes. Danes hipnozo bolj jemljajo kot nekaj zelo nezanesljivega, ker se lahko spomniš stvari, ki so se zgodile, ali pa stvari, ki se niso zgodile, pa jih dobesedno si izmisliš, naumiš. Pač ni nujno, da ker se v hipnozi spomniš, da bo legit. Pa ful je moralno sporno, sploh takoj po umoru, veš, nekdo, ki je itak že traumiran, kaj bo šele bilo, ko se spomne teh stvari, če se spomne, v glavnem full bad. Ampak smo leta 1960, ko so bile dobesedno dovoljene lobotomije, tako da, valjda, to ni bilo nič moralno sporno. In Nils se je dejansko začel spominjati. Najprej se je spominjal krikov, ko so se zgodili, te kriki so bili od punc, torej od Anje in Majle. Naslednja stvar, ki je videl, da je bil šotor od zunaj navznoter raztrgan z nožem porezan, in potem je videl moškega, ki je stopil. Tega moškega je glej opisal čisto isto, kot je izgledal Hans Ažman, in sicer velike oči, podočnjaki, lase polizane nazaj, ki so bile nekako svetla rjava ali pa blond, velike oči in pa spet leta tam nekje 20-30, pač neprestar človek, ko sem to opisala. Koliko je Lenka stara? 32, kaj to pomeni? Neprestara. Zdaj je imel Hans baj krajše lase in ni imel več polizane nazaj, ampak je bilo tudi dokazano, oziroma so imeli dokaz, da se je on nedolg nazaj postrigel. Je pa tukaj ena težavica, ki jaz sploh ne vem, zakaj zaupati, ampak ja, težava je bila, da je imel Hans zelo močen alibi. Ta alibi je bil, da je bil pri ljubici, kdo bi si mislil. Ampak ta ljubica mu je res dala močen alibi, ker tam je bil tudi njen brat in tudi on je potrdil, da je bil Hans pri njih doma, tako da tukaj niso imeli več kaj naprej za raziskovati, ker je bilo res črno na belem, da je bil Hans pri ljubici. Potem je tukaj še en zelo pomemben osumljenec, ki ga bomo imenovali Kioskman. Kiosk, tak, ki ga poznamo, točno to je mišljeno, on je bil tam zelo blizu jezera. Ne samo zelo blizu, to je bila najbližja stvar blizu jezera, prodajalnica Kiosk pač, on je tam bil, to je vse, kar je on počel, tudi hišo je imel blizu in dejansko je bil znan po tem, da ni maral otrok. Sovražil je turiste tam, vse mu šlo na živce, prav največji grampi men, ki ne štekaš, zakaj to dela, če sovraž svoj job. In njega tako polovica Finske še vedno krivi za te umore, basically, ker pač na eni točki je ta model dobesedno otroku prodal jabolk, v katerega je skril britvico, tipično za moške za brit. Imagine that. Če hočete še kakšen dokaz, da je bil on shady, on je dejansko hodil dol do jezera in je random tem kemperjem oziroma kogarkoli je tam videl v šotoru, skoraj mu je šel rezati štrike, tiste, ki pač držijo šotor dol, da se jim je pač sesul, da pač niso hoteli tja hoditi. In mislim, da je on en izmed teh razlogov, zaradi česar so ves čas govorili domačini, da tja ne hoditi, da ni safe, da pač just don't. Ampak tudi zanj so se odločili, da je pa nemogoče, da je osumljenec, ker so šli k njemu dan, preiskali vse v nulo in ni bilo niti enega dokaza, da bi on lahko bil kriv. Če ni dokazal, ni kriv. Gremo dalje. In potem ni bilo novih sledi in primer je šel cold, je postal hladen, kako se to v slovenščini reče. Do 43 let kasneje, smo nekje čez leto 2000, ko se razvije DNK testiranje. In takrat so dejansko, vsi policaji so še vedno imeli ful v mislih ta primer, kaj hudiča se je takrat zgodilo. Torej smo leta 2003 in mnogi osumljenci so do zdaj že valjda umrli, med njimi tudi Hans. On je bil v bistvu Nemec, ne, če sem povedala, on je bil nemški delavec, ki je tam živel, njega ni več. Ampak je njegov sin takrat z veseljem poslal forenzikom njegova stara očala. In na teh očalih je bila dejansko kri, kdo bi si mislil. Prav tako, dve mini packice krvi sta bile gor in te dve mini packice krvi sta pripadale dvem različnim moškim. Ampak to ni bilo niti od Nilsa, niti od Sepota, tako da dobesedno so bili na začetku. Je pa to DNK testiranje prineslo eno novo sled, sploh ne novo, staro sled, spet so bili prepričani, da je kriv Nils. V bistvu so prišli k njemu tam, ga aretirali in odpeljali, ker so bili tako zelo prepričani, da imajo dosti dokazov, da je on kriv. Zakaj? V bistvu so bili zanga najbolj damning njegovi čevlji. Tisti, ki so bili mečkam preč od šotora in so končno lahko videli, od koga kapljice krvi so kje. In od vseh kapljice krvi praktično so bile na zunanjosti teh čevljev. Brizge krvi so našli na zunanji površini šotora in na čevljih Nilsa Gustafsona. Isti brizg je bil potem kasneje leta 2005 odkrit tudi v notranjosti čevljev, kar dokazuje, da čevlji med napadom
niso bili nošeni. Tako da so mogli opustiti tudi to idejo, da bi Niels bil morilec. Torej, ko so mu še sodili tam leta 2003-2004, teh kapljic znotraj še niso našli, so bili zanj res prepričani, da je kriv. Da je bil on pač morilec, da je imel čevlje oblečene, obute. So pa našli tukaj na kraju zločina, torej na tisti brisači je bilo veliko stvari. Ena stvar je bila kri od ene izmed punc, ne vem katere točen, ampak so potem ugotovili, da to v bistvu njena menstruacija, tako da možno, da je to brisačo uporabljala kot neke vrste vložek. Ten druga stvar je bila pa, da so gor našli poleg 4 DNK-jev od teh umorjenih, so našli tudi DNK od 5. osebe. Končno, aleluja. In kdo je ta 5. oseba? V bistvu še vedno niso odkrili, so se pa takrat hitro obrnili na bivšega od ene izmed punc, ki se je takrat govorili, kot sem že rekla, da ena izmed njih šmira s Sepotom ali pa Nilsem in da v bistvu ni samska, da je imela fanta doma in da ne bi bil tisti fant ful ljubosumen in so bili kdo drug bi prišel jih jezno umoriti, kakor njen ta pravi fant ali pa bivši ali pa karkoli že bil. Ampak ja, tudi zanj se je izkazalo, da to ni bil njegov DNK. Še en razlog, zakaj so velikokrat verjeli, da je Niels morilec, je to, ker se je njegova zgodba precej spreminjala. On je dejansko enkrat rekel, da je bil tudi iz šotora zvlečen dol do jezera in potem od jezera nazaj k šotoru. In to ni bilo res, pač niti ene sledi ni bilo, da bi koga vlekel. Lagal si tudi v tem, kolikrat je bil zaboden, ker je imel neke brazgotine po hrbtu in pač on takrat ni bil zaboden po hrbtu in je o tem govoril. In spet je spadel krivo, ker nekaj lažje nabija in potem tekom let je rekel, da to govori samo zato, ker se dejansko nič ne spomne in vse, kar ve, je to, kaj drugi govorijo in kar sliš govoric in pač kar vid po sebi, in je v bistvu sklepal. Tako da malo pruli luli je vse, ampak ja. Če se spomnite tistih 2 najstnikov, ki sta šla tako random ptiče gledati ob ne vem kdaj, ob 5:30 zjutraj, tudi njiju so preverjali oziroma njun DNK, torej njuna sinova, ki sta bila zdaj še živa, sta poslala DNK od teh fantov in ja, tudi se ni ujemala, tako da je že res velika zmeda tukaj. Tako da zdaj, basically, čez 60 let kasneje smo še vedno na začetku. Tako da vas nazaj spomnim na Kioskmana, na tisto črno-belo fotografijo, oziroma, če vam je še nisem pokazala, vam jo bom zdaj. Tole je Kioskman, tukaj se tako sklanja naprej in nima oblečen nič. Je pa ta fotografija nastala dobesedno, mislim, da en dan ali 2 dni po umorih, torej tik zatem. Kar pomeni, da če bi nekdo tako kruto moril tam 4 mlade, ki so se upirali in borili, ki so bili tudi na njih znaki, da so se upirali in pač borili za življenje, bi mogel biti vsaj malo krvav, vsaj malo popraskan, vsaj mečkan v črnicah, vsaj mečkan porezan. Skoraj nemogoče je, da bi bil tako nedotaknen. Je pa res, da je ta slika slaba, da se ne vidi kaj dosti, da je zelo tako v ozadju tega fanta na sliki in spet ne vidimo veliko, tako da who knows. To je v bistvu edina stvar, ki je v zraku in kar je najbolj noro glede tega moškega je, da je baje enkrat svojemu prijatelju priznal, da je on ubil te 4 tinejdžerje. In ta zgodba gre tako, da je točno povedal, kaj je storil in njegov prijatelj, ki je to slišal, mu je rekel, veš kaj, bolj da utoneš v jezeru Bodom, kakor da greš v zapor in si tam do konca življenja. In veste kaj, čez 20 minut se je utopil. Ni lih, da vem, ali bil samomor ali ne, predvidevam, da je bil, ker je preveč čuden naključje, da ne bi bil. To je bilo 1969 leta. Kar se pa tiče njegovega DNK-ja, je pa tudi edin, ki nam ga nekako sin oziroma otroci ne želijo dati poslati, tako da ga ni in ne moramo preveriti. Je pa še ena zelo pomembna stvar v tem primeru in sicer, ko je nastala skica od Nilsa, ko je torej šel v hipnozo in je opisal, kako točno je tisti človek izgledal in so ga takrat tudi narisali, to je ta skica, ki ste jo že prej videli, je res noro podobna temu Hansu. In tudi, ko vidimo sliko iz pogreba od teh 3 umorjenih najstnikov, vidimo vmes eno osebo, ki gleda gor, je tudi obkrožen na tej fotki, je dobesedno identičen kot Hans, oziroma identičen kot tista oseba iz skice. In je velika verjetnost, da je ta psiho dejansko, kdorkoli že to je, da je prišel na pogreb teh 3 ljudi, ki jih je ubil. To je spet bolj špekulacija, ideja, neka podobnost, ki jo vidimo, ampak ne moramo pa jih trditi. V glavnem, noro mi je, da ta primer nisem prej obdelovala, ker je res nor. Upam, da vam je bil zanimiv, da ste se lahko iz te zime preslikali mečen v to pomladno poletno vzdušje. Podobne ideje mi kar pišite, ker tale mi je bila res tako fascinantna za poslušati, za raziskovati, za brati v tem res noro. In ja, ne vem, kdaj se naslednjič vidimo, najbrž naslednji petek, če pa slučajno ne, pa uživajte na polno praznike, božič, nov let. Saj verjetno se še vidimo, pa to še rečem, ampak zaenkrat pa pridne bote radi smete, Elen mama out.